Spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni v družbi z Jezusom. Počaščeni smo, da tokrat lahko gostimo dolgoletnega župnika v baziliki Matere Božje Lurške Marije v Brestanici ali Reichenburgu. Sicer pa sedaj že 2 leti duhovnega pomočnika v tamkajšnji župniji, letošnjega zlatomašnika, gospoda Jožeta Špesa. Dobrodošli, gospod Špes, v naši družbi. Lepo pozdravljeni vi in vsi poslušalci vaše televizije. Kako se počutite sedaj, ko ste se malo razbremenili kot župnik, ste imeli verjetno veliko več obveznosti in teže na sebi, ne? Kot pa sedaj kot duhovni pomočnik? Gotovo je to neka sprostitev, moraš se pa to tudi navaditi. Ker če si 40 let uprežen polno, potem je, ko vse odložiš, je malo spremembe, ne? Precej spremembe. Je pa tako, da imam še vedno kakšne stvari, malo veruka, vsak dan svetomaš v baziliki, v zimskem času v zimski kapeli, pa za spovednico sem na razpolago in bolnike obiskujem, za prvi petek jih nekaj, pa za praznike pa tam blizu 50 v župniji Brestanica obiščem. Je to prednost tudi za duhovnika, ne samo za vernega laika, denimo, če ima nekaj več časa na voljo zase, da se nekako lahko bolj temeljito poglablja v Božjo besedo, vse tisto, kar pravzaprav Bog želi za nas, da bi razumeli, da bi dojeli neko Božjo modrost za naše življenje. Ja, potrebno je to, imate prav. In tudi prej sem vedno rad kaj bral. Molitev sem brevirja lepo redno upravljal, to sigurno, razen če je kdaj bila nezmožnost, tako rekoč. In tudi premišljeval sem nekaj, če jih mogoče bi človek rekel, potrebno bi bilo še več. Tudi v molitvi pravzaprav čutimo zelo pogosto, da premalo molimo, ne? Zaradi vseh mogočih obveznosti. Ja, to je problem, ker pozabljamo na tisto, kar je najvažnejše. Najvažnejši je naš stik z Bogom, v duhovnih poklicih pa sploh. Nič ni tisti, ki zaliva pa sadi, vse je tisti, ki daje rast Bog. In če tega ne vemo, in tudi recimo za oznanjevanje je tako. Jaz se dobro spomnim profesorja Steinerja, ki nas je učil homiletiko, bil je usposobljen tudi za to, in je rekel, veste, oznanjevanje je Božje delo, delo Svetega Duha. Tega se morate zavedati. To ni vaše delo. In to je za mene bila vedno to je bilo za mene vedno olajšanje, kajti že ko sem bil gimnazijec, smo imeli nastop in je bilo treba govoriti prosto. Sem popolnoma zgrešil, sem rekel, mislil sem že na duhovništvo, sem rekel, to pa ne bo šlo. Duhovnik pa ne zna govoriti. Pa pride pol. Bog da tisto milost, da človek lahko pove tisto, kar je prav. Kaj bi rekli, koliko je za duhovnika pomembno, da bi bil uspešen, po Božje uspešen v svoji službi posvečeni, glede vodenja duš k Bogu? Koliko časa na dan bi pravzaprav on moral posvetiti osebnemu stiku z Bogom? Ne le vsem drugim mogočim dejavnostim, ki so pač tudi njegova obveza. Gotovo. Vedno je treba najti jutranji stik z Bogom, večerni stik z Bogom. Potem ne pozabimo, da molitveno bogoslužje Cerkev predpisuje duhovnikom in
hoče, da se duhovnik vključuje v to skupno molitev cerkve. Seveda, poleg pa prav tudi kaj osebne molitve, premišljevanja in poglabljanja v duhovne zadeve, tako da tega bi bilo treba kar precej. Ponavadi je premalo. Ste bili v to molitveno življenje, v stik z Bogom uvedeni že od malega, iz vaše izvirne družine? Odkot pravzaprav izhajate? Ja, jaz izhajam iz družine, ki je živela v župniji Vojnik. Ata in mama sta se precej pozno poročila in prvi otrok je pri 6 mesecih umrl za slepičem. Vnetjem slepiča. Vnetjem slepiča, ko so prepozno to delali. Pa sem jaz prišel na vrsto in še za mano sestra in brat. In spomnim se, kako je v naši družini bilo versko življenje res utečeno. Mama je šla ponavadi zjutraj k božji službi, ata je pa ob 10 potem peljal nas male sabo, se dobro spomnim, ko smo šli skupaj dober kilometer do župnijske cerkve in tam smo bili. Pa seveda sem postal ministrant, pa marsikaj je bilo v župniji lepega. Imeli smo odličnega župnika, gospoda Martina Lupšeta, tudi več kot zlato mašo čakal. In kaplane, ki so nekako znali nam mladim biti blizu, in to je bilo kar neke vrste semenišče za nas vse, da smo potem kar po vrsti odhajali v bogoslovje oziroma v duhovniški poklic. Vendar pride še še kaj drugega. Recimo, jaz se spomnim enega romanja na Sveto Goro pri Gorici. Takrat je bil tam pater Leopold Grčar, tudi frančiškan, ki je mimogrede iz brestoniške župnije izhaja. Svetniška duša. Ja, svetniška duša. In jaz sem tam doživljal v tistem romanju v baziliki Svetogorske Marije res en poseben klic tudi za duhovništvo. On pa je to videl, ker je bil zelo duhovno pozoren človek. In je rekel: gospod, vi imate duhovniški poklic, pazite, da ga ne izgubite. Neverjetno. Ja. Takrat je še bil mlad, ne? Mlad še bil, pa ni vedel, da pripravlja tudi tistega, ki bo nekoč v njegovi župniji deloval. Znani so njegovi zanimivi darovi, ne? Marsikdo o tem poroča. Ja, je zanimiv človek bil, ja. Ali se vam zdi, da se duhovniki danes dovolj zavedajo te svoje odgovornosti? Vi ste tako lepo sedaj pričevali o tem, kakšen vzgled ste imeli v domačih duhovnikih, ne? Ja. V domači župniji, da ste potem kar po vrsti fantje vstopali v semenišče in bogoslovje. Se danes duhovniki dovolj zavedajo tega, kako pomembno je, da sveto služijo v svojem poklicu, da bi tudi na tak način morda pridobili nove duhovniške poklice? Ja, saj tudi, kakor recimo vzgoja staršev je takrat res učinkovita, kadar besede in dejanja, njihov zgled se pokriva, tu je pa isto. Duhovnik je tisti, ki mora pokazati na Kristusa in pokazati, kaj pravzaprav duhovni poklic je. Seveda, Bog je tisti, ki pol vse to uravnava, ampak duhovnik je tisti, ki lahko pri tem tudi sodeluje. Ste bili zmeraj prepričani, da ste pravilno izbrali vašo življenjsko pot, popolno predajo svojega življenja Bogu, Kristusu, v njegovo službo, ali ste kdaj razmišljali tudi, da bi morda imeli družino? Tega mišljenja pri meni ni bilo. In prepričan sem bil vedno, da sem na pravi poti, ampak ne zato, ker sem jaz tako si izbral, ampak ker je Bog tako vodil moje življenje, tako da
Čutili ste jasno Čutil poklicanost. sem jasno poklicanost in to mi ni nikoli delalo problema. Hvala Bogu. Kako pa gledate na tiste vaše kolege, sobrate danes v duhovništvu, ki imajo težave s tem življenjem v celibatu, ki bi bili takoj za to, da papež kaj spremeni, da bi morda lahko izbrali, da ostanejo v celibatu ali pa da se poročijo? Poglejte, jaz sem v svojem letniku, ko se zbiramo skupaj, se včasih pridejo tudi zraven tisti duhovniki, ki so se laizirali. To se pravi, da so to Zapustili duhovništvo in to ne samo v našem letniku, ampak tudi v drugih letnikih. Se poročili, si ustvarili družino. Tako. Ni pa rečeno, da so ravno dobro naleteli. Da so srečni. Ja. Lahko tudi, mislim pa, da dostikrat ne. In tudi celibat je en dar pravzaprav. Sej ne moreš biti razdeljen. Malo na ženo, malo na otroke, pa malo na Boga. To je bolj lahko s srcem človek se temu posveti, ga ne ovira to ono, ampak vsak mora v svojem poklicu, bodi si poročeni, bodi si celibaterji, moramo vsak svoje narediti to, kar Bog od nas pričakuje. Upam v Gospoda, upam v njegovo. Upam Gospoda, moja duša upa v njegovo besedo. Moja duša to upa v je njegovo. bilo novomašno geslo. In 29. junija 1974 sem bil v Mariboru skupaj s svojimi kolegi posvečen v duhovnika, posvetil nas je takratni blagopokojni škof dr. Maksimilijan Držečnik. In gotovo, da imam lepe spomine na to in že takoj naslednji dan sem imel v Vojniku novo mašo. To je bila resnična duhovna veselica. Ja, bilo je najprej lepo bogoslužje, to je prvo. In to je pravzaprav smisel vsega. Ko sem gledal slike, sem videl, da smo bili 3 novomašniki skupaj, 2 sta še bila ob meni tudi in sta skupaj z mano pol tudi podelila novomašni blagoslov. Potem pa smo imeli seveda še pod sosedovim kozolcem tudi tisto novomašno slavje. Primicijo, ja, in tam je bilo res lepo. Tu so bili tisti duhovniki pa bogoslovci, ki so znali to voditi, to primerno veselje in je bilo res, lepo je bilo videti. Sosed nam je pa tisti kozolc posodil za to in je bil ponosen, da je lahko bilo pod njegovim kozolcem novomašno slavje. Kakšne spomine imate iz časa formacije, iz tistih let študija? Ja, iz let študija so dobri, lepi spomini. Imamo lepe spomine na profesorje, ki so bili nekateri res prave klase. Tudi na bogoslovje z rektorjem Janezom Oražmom v Ljubljani, pa z Jožetom Vesenjakom kot špiritualom. To so nas res pripravljali na duhovništvo in res znali pokazati, kakva je prava pot, pa tudi pokazati na tiste stranpoti, ki lahko pridejo. Vi ste sodelovali na vaši duhovniški toliko desetletni poti z mnogimi mladimi duhovniki, oziroma tudi, ki so prišli kot kaplani, ne? Tako je. Kako gledate na to njihovo pot danes? Ali je Cerkev tu
na dobri poti, kar se tiče njihove formacije. Rekli ste, da ste imeli vi dobre vzgojitelje, ki so vam res pomagali, da ste postali dobri duhovniki. Kaj pa danes? Kaj opažate pri teh mladih? Ja, pri teh mladih je tudi, kakšno je zemlja, takšno je pa plodovitnost, ne. Mislim, vsak človek je malo drugačen in če se zavzame, lahko tudi nadaljuje kot pravi Kristusov duhovnik. Marsikoga mogoče včasih sodijo po kakih drobnarijah, v resnici je pa morda pravega duha. Ne? In to sem doživljal tudi pri svojih nekdanjih kaplanih. Bilo jih je okrog 13 menda. To je še zadnja generacija, ko smo imeli toliko kaplanov. Zdaj jih nimajo več. Je to prijetno sodelovanje? Je. In vsak kaplan je osvežitev, ne? Župnik je stalnost, kaplan je osvežitev. Ampak je pa vsakim kaplanom se treba znova uvajati v skupno življenje. Vi, ki ste poročeni, kateri ste poročeni, se enkrat uvedete z ženo, pa sta potem za celo življenje uvedena v skupnost. Medtem ko pride nov kaplan, so nove razmere, nove stvari in je treba na novo se učiti sožitja. 40 let župnik na isti župniji. Kaj to pomeni za pastoralo tamkajšnjih župljanov in kaj tudi za vas osebno kot župnika? Gotovo, da to ima cerkev prav, ko pravi, da župnik mora biti nekaj stalnega. Ne taki, ki ga stalno prestavljajo sem in tja. Že so razlogi, da se nekdo sam želi, da bi šel drugam, oziroma škof ugotovi, da bi bilo primerno koga prestaviti. Ampak neka stalnost pa v tem mora biti. Ker to je pol neka kontinuiteta dela. In ko se enkrat navadiš na župnijo, ko spoznaš župnijo, potem lažje delaš, ne. Vsekakor je zelo pomembno, kar recimo nekateri mlajši duhovniki zanemarjajo, da ima župnik precej verouka. To pa imajo par ur, ostalo dajo pa katehistinjam in drugim, ki so včasih usposobljeni, včasih pa tudi ne žal. In potem ne more biti ne vem kakih pravih sadev. Potem, ko si dolgo časa na župniji, vidiš tudi, kako stvari se spreminjajo. V teh 40 letih se je ogromno spremenilo. V kakšnem smislu? Ja, v tem smislu, da pač določene stvari pešajo, določene stvari tudi kakšne lepo uspejo, ampak če hočeš, da nekaj uspe, ne smeš riniti z glavo skozi zid, ampak je potrebno poiskati tiste ljudi, ki ti lahko pomagajo, pa da potem tista stvar uspe. Pred leti, to je že zdaj nekaj časa, je bilo zelo na tapeti, da vsaka župnija naj ima svoj Karitas. Ampak na vrat na nos tega ne moreš narediti. To je potrebno, da pač imaš prave ljudi, ki so sposobni to narediti, ker Karitas se ne naredi kar tako. In to vem, da je v naši župniji bil en kaplan. Ja, moramo narediti Karitas. Rekel, malo počakaj, treba dobiti najprej prave ljudi. In potem so dejansko res prišli pravi ljudje. Ena že pokojna učiteljica, mlada učiteljica, ki je vero resno vzela in živela, tudi v tistih časih, ko še ni bilo novih razmer pri nas, je tukaj veliko naredila, pa še drugi zraven, tako da je šlo. Ravno to nedeljo smo imeli pa v baziliki
koncert ob 10-letnici mladinsko-otroškega pevskega zbora. To je bila taka lepa prireditev, da kdor je tisto videl, je bil ganjen in srce ga je zadelo. Namreč tu v tem zboru so otroci, mladinci, tisti, ki so že teh 10 let, kolikor je ta zbor obstal zraven, že tudi očetje, mame, nekaj mam poje, nekaj očetov muzicira in tako naprej. Tako da je bilo res nekaj krasnega, ker so se vživeli v to. Spomnim se, kako nam je našim bodočim duhovnikom, bogoslovcem, profesor Trošt rekel: bogoslovci pa ne znate tega tako zapeti, da je srcem zapeto. In sem se na to spomnil, to so ti mladi znali. Vodi jih ena Tatjana, ki ima vrtcu službo, in poleg tega še družino s 3 otroki. In tole petje lepo vodi 10 let že. In je tudi, ko je šla z tisto zagnanostjo, da bo nekaj naredila. Potem je še njena zvesta pomočnica druga, ki igra na citre vrhunsko in pomaga pri orkestraciji tega, ker imamo tudi precej inštrumentov zraven. Zdaj na tem jubilejnem koncertu so z gosti, menda je bilo 10 ali 12 inštrumentov najmanj. Ja. In to je zanimivo, da je izredno lepo to uspelo. Uspe, ko so trenutki primerni, ko je Bogu to všeč mogoče. Lepo. Ko ste omenjali pastoralo, če se še malo vrneva nazaj, vi ste tako učili starše, že njihove otroke in verjetno tudi že vnuke, ne? Verouk, marsikoga poročili. Ja, nažalost nekterih vnukov ne učimo več. Ne prihajajo v Verouku. Ker jih ni. Od začetka, ko sem prišel sem, 2 šoli sta v brestaniški župniji, je bilo tako rekoč skoraj vsi k Verouku, razen enega, 2 mogoče, ki niso šli, drugi pa vsi. Danes imamo pa vsaj brestaniško šolo tako, da 1. razred in 2. razred sem zdaj prav jaz učim te in je 1/3 samo teh otrok pri Verouku. In to tudi otroci od tistih staršev, ki sem jih še imel pri Verouku, ker so pa seveda dobili doma premalo osnove za versko življenje, so pa otroci na svojih otrocih čisto odpovedali. In tako je to žalostno. Ne, da bi človek pesimizem zganjal, ampak zavedamo se, da bo treba kar resno zagrabiti, pa seveda računati tudi na Božjo pomoč. Ne? To so velike težave danes, velike. Pri delu z otroki in mladimi. Koliko vam uspeva nekako držati v ravnotežju te otroke in te mlade, ki prihajajo k Verouku, da imate red, da imate mir, da lahko v miru delate, kajti mir je nekako osnova, da sploh lahko nekaj uspešno delaš, ne? Ne boste verjeli, večji problemi so s 1. pa 2. razredom, kot 7. pa 8. skoraj. Zanimivo, je? Ja, ker tisti tam mali se še niso umirili, pa ta način pouka, ki ga imajo zdaj za 600-letnike, ki grejo v 1. razred, je čisto poseben in malo preveč jim pustijo prostosti, po moje. No. In je včasih kar težko. Redka je ura, da lahko rečeš, zdaj smo pa fajn šli skozi. Pa se zelo trudim, da pojemo kaj z otroci in da delamo tako, da bi nekaj bilo, ampak včasih je tako žalostno. Tudi tam. Pa ne zaradi tega, ker jaz ne bi imel veselja do otrok,
pa bi z odporom to delal, ne. Jaz to delam zelo z veseljem. Tudi zdaj. Nisem še prišel do tega, da bi imel odpor, ampak težko je premagati vse to. Potem seveda višji razredi, če se jih je malo dotaknilo vse skupaj, je pol nekaj z njih. Sicer pa je vprašanje. Zdajle se spomnim od verouka z 8. razreda, ena deklica, ki že tudi od samega začetka, mislim, da pri tistem otroško-mladinskem pevskem zboru pa to. In vidim, kako dekle te stvari zdaj razume. Veliko bolj doživlja vse skupaj, ker tudi tisto, ko udejstvovanje pri petju, ne, tisti skupini, ji pomaga, da tudi drugače vero sprejme. Recimo, kaj so prepevali pesmi o Jezusovem križu, ki res ne morajo biti neka lajna ali kaj, ampak so res tako sočutno in lepo peli. In pa se človek le zaveda, za kaj gre. Ne, da mladim pol, ko se enkrat v puberteti začnejo odpirati tudi nova obzorja, takrat se mu lahko odpre pot do osebne vere, ali pa tudi ne, če ni. Kako živo je sicer vaše župnijsko občestvo? Koliko različnih skupin deluje v tej župniji? Ja, župnijsko občestvo je tako živo v tem smislu, da pač recimo bogoslužijo ob nedeljah. Še nekaj prihajajo, če ravno ne tako kot pred leti. Zelo veliko je bila kriva tudi ta korona. Covid je tudi jih precej. In kakor je rekel nunci enkrat v Kopru, ko je še Covid trajal, ali bodo našli ljudje pot spet v cerkev potem. In nekateri jo res niso našli. Pa zame, imam na televiziji, imam na radiju mašo, pa to gledam pa je. Ne? Ampak to ni dovolj, ne? Ni dovolj. Za tisti, ki lahko gremo. Maša je najprej skupnost. Skupaj smo kristjani. Eno telo, eno Kristusovo telo. Mladike na eni trti in to ne more biti vsak za sebe nekje. Moramo biti s Kristusom povezani in med seboj povezani. Če človek lahko gre v cerkev, če je zdrav, seveda, je dolžan iti, ne? Ja, Vernik. kdor pa ne more, je hvalevredno, da imajo priliko, saj po televiziji, po radiju in drugih sredstvih, biti pri maši in saj nekoliko doživeti to skrivnost maše in pa tudi, če so duhovno sodelujejo, tudi duhovno obhajilo lahko prejmejo. Ne? In seveda, to je za tiste, ki pač ne morejo drugače. Tisti pa, ki lahko, imamo pa to živo udeležbo moramo imeti. Že ste nam povedali, kako krasen mladinsko-otroški pevski zbor imate v vaši župniji, kaj pa druge skupine? Druge skupine so pa tako, nekaj teh veroučnih skupin, pa jaz se zdaj ne ukvarjam z ničemer, poleg verouka, pa spovedovanja, pa maš, pa bolnikov. Drugače, sej imamo nekaj izrednih delivcev obhajila, ki so se na to pripravili, imajo od škofa tudi dovoljenje za to. Potem bralce imamo Božje besede. Seveda, bilo bi pa potrebno še malo več delati z mladimi. Tam pa je en veliki minus pri nas, nažalost. Marsikje mogoče je boljše, ampak tu pri nas pa ni to. Pripravljate tudi oratorij morda za otroke? Ja, pred leti smo še pripravljali, zdaj pa že. No, skupaj z župnijama, ki sta tudi pridruženi, Senovo in Koprivnica,
so na Novem lani imeli oratorij. Drugače v Brestanici pa že par let ni bilo oratorija. Prej še, ko so bili kaplani, pa ko smo bili sami še nekaj, zdaj pa ni več. Edino, kolikor so se gor priključili na Novem k temu oratoriju. Vaša božjepotna cerkev Bazilika Lurške Marije v Brestanici po starem Reichenburgu, ne, je še zmeraj tako zelo obiskana božja pot, kot je bila v preteklosti, ali kako je danes? Ja, takrat, ko je bila cerkev posvečena, je takoj privabila ogromno vernikov. Prve procesije so že tisto leto 1914, ko je leto posvetitve, se vršile in marsikaj je bilo do druge svetovne vojne. Pol pa novi časi so to malo zavrli. Čeravno recimo je zelo zanimivo, da so leto 1958 kot Marijino leto, ne, ob lurških dogodkih zelo slovesno proslavili pri nas. In zadnja leta, ko sem jaz bil tu, je naraščalo število romarjev od drugod, pa seveda danes je tudi ne samo romarji, ampak tudi obiskovalci in izletniki, tako rekoč. Turisti, ja. Sicer je tak, lahko jim nekaj daš, ampak če nimajo maše, če niso lahko pri spovedi, ni čist pravo romanje in ni tistega duhovnega sadu. Bazilika je postala ta naša cerkev Lurške Marije 15 let po posvetitvi. Leta 1929 je postala Bazilika Minor, pridružena kot vse bazilike Marijini baziliki v Rimu, Marije Snežne, Svete Marije Velike, in ima seveda vse tiste odpustke, ki bazilikam sledijo. Privilegije in to je prav, da se tega zavedamo, pa smo tudi, marsikoga je pritegnilo, da so prišli. Potem zdaj ob 100-letnici smo naredili stalni daritveni oltar. Torej cel prezbiterij po navodilih drugega Vatikanskega koncila. To je zelo lepo narejeno in še tudi druge obnove smo napravili v baziliki, tako da je bazilika res spet še lepša, ko je bila. Prej so že bile nekatere stvari, so se kazale, da niso tako, kot bilo treba. Tudi orgle, recimo, so bile skoraj na koncu. Ste jih obnovili? Smo jih obnovili, ja. Popravili strehe? Ja, popravili strehe, zvonike. Imate menda za 15 arov veliko streho? Ja, strehe je ogromno, 15 ton je pa bakra gor. Ker je bakrena streha, ne. To so pač spomeničarji dovolili, ker prej je bil eternit, ne, in tisti način kritja, ki je bil, ni veljal ponekod in je zatekalo kljub temu, tako da smo lahko naredili bolj stabilno streho. Tako da ste tudi v notranjosti obnovili cerkev? Določene stvari. Drugače je cerkev lepo ohranjena. Oltarji so lepo ohranjeni, ker so kamniti, marmorni. Potem slikarija, kar je malo više, gor je vse v redu. Od spodaj okrog so jo pa pokvarili s tem, da so z neko oljnato barvo delali in je tisto začelo se luščiti in je bilo tako, ni bilo lepo. To smo mogli vse dol tisto oljnato barvo zastrgati in na novo pobarvati tisti spodnji del. In je mojster Balkovec iz Bele krajine z Vinice
to krasno naredil. Tako da praktično ne moreš ločiti, kaj je original, pa kaj je zdaj popravil. Sam še nisem obiskal vaše bazilike, pa bi jo rad, ampak slišal sem, da vsak obiskovalec, vsak vernik, ki obišče to svetišče, je navdušen na poseben način. Zakaj? Ja, ljudje pravijo, da je to ena najlepših cerkva v Sloveniji. Pred leti so seveda ti spomeničarji govorili, da to ni nič, to je pač ena novejša stvar, ki nima vrednosti, zdaj pa čedalje bolj spoznavajo to vrednost. Delal je Hans Pašer načrte, graški arhitekt, ki je vsaj 10 cerkva v naši Sloveniji načrtoval, če še ne več. In so zelo lepe te cerkve, najlepša med njimi je pa ta. Koliko pa nas Marija Lurška, Mati Božja, zdravje bolnikov v Brestanici uslišuje? Tam imate tudi posebno knjigo spominov, prošenj, zahval in tako, ne? Tako. V tej knjigi, ki je zdaj že, mislim, od 100-letnice naprej na razpolago, da lahko zapiše vsak, kar mu srce poželi, in je noter tudi precej zahval Mariji in ubuditve tega, kaj lepega so doživeli ob Mariji in po Marijini priprošnji. Tako da bi bilo to vredno še bolj natančno pregledati pa videti. Zapisi so pa od arabske pisave do angleščine, francoščine in vsega mogočega. Na pravo mesto vas je Bog postavil, glede na to, da tudi sami imate že iz mladosti težave z zdravjem, ne? Tudi danes ste prišli z berglama v naš studio. Kaj to pomeni? S kakšnimi težavami se srečujete že pravzaprav vse življenje? No, tako, hvala Bogu, v mladosti sem imel najprej probleme z enim kolkom, ki so komaj odkrili, kaj je problem, potem so me operirali v Ljubljani pri 13 letih in seveda že takrat so rekli, da se bom sicer poštimal, ampak pol na starost bo pa kmalu prišlo do obrabe, do artroze. In tako je res pol. Po 50. letu sem mogel biti ponovno operiran na tistem kolku. In še zdaj, 2 leti nazaj, tudi ponovno še enkrat, pa drugi kolk operiran, pa koleno operirano, eno pa čisto zrabljeno in tako naprej, tako da imam dovolj težav in si kar ne upam odložiti birgle. Par korakov napraviš, ampak je pa le bolj sigurno, da si z birglami. Veste, bazilika ima pa že 50 let tradicije z srečanji bolnikov, invalidov in ostarelih. Vsi poznajo to srečanje na Brezjah. Vendar je takrat bilo od slovenskega tega sveta, za pastoralnega sveta, rečeno, naj bodo 3 taka srečanja, da bodo vsi ljudje lahko prišli. Na Brezjah, v Rajhburgu, v Brestanici in Puščavi. Na Pohorju? Na Pohorju, ja. In to se je pol izvrševalo. In tako da zdaj imamo vsako leto prvo nedeljo v septembru to srečanje popoldne za bolnike, invalide in ostarele. Leta 2015 na 2016 smo praznovali leto Božjega usmiljenja oziroma leto usmiljenja, ne? Takrat ste tudi vi prejeli od papeža posebno pooblastilo, ki velja še danes. Postali ste misionar usmiljenja v vaši baziliki. Kaj to pomeni? Kakšne so bile vaše pristojnosti oziroma kakšne privilegije ste dobili? Ja. Misionarji usmiljenja naj bi Božje usmiljenje promovirali, v bistvu. Naj bi pomagali ljudem, da bi to Božje usmiljenje spoznali in dosegli.
Torej promovirali na poseben način. Ja, po božje, ne po človeško. Dolžnost misionarjev je, da misijonsko, da govorijo o božjem usmiljenju, da oznanjajo to božjo ljubezen, ki se sklanja k nam. V zvezi s tem je tudi nedelja božjega usmiljenja. Bela nedelja. Bela nedelja. In seveda božje usmiljenje se pa posebej deli pri zakramentu sprave, pri sveti spovedi. In misionarji usmiljenja imamo tudi poseben privilegij, da določene grehe, ki so pridržani sveti stolici, lahko odvežemo tudi. To so, na primer, kateri? Ja, to so taki težje stvari, ne? 4 so specialissimo modo pridržani svetemu sedežu. To se pravi, če bi nekdo napadel svetega očeta, če bi nekdo dal odvezo tistemu, ki je z njim grešil pri nečistem grehu, če bi... Kaj pa splav? Splav je pa škofu pridržan. Ne, ta škof, oziroma tisti, ki je od škofa pooblaščen, lahko odvezuje od splava. In pa vse te, kar so, verjetno, da vse to zraven paše, ne. Saj imam doma še tiste listine, ki so nam jih poslali, in zdaj vidim, da v bodočem svetem letu 2025 bo tudi eno srečanje teh misionarjev usmiljenja. V vašem delovanju 40-letnem v župniji Brestanica pri Lurški Mariji ste imeli kar nekaj misijonov, tudi ne, takih globokih duhovnih obnov v vaši župniji. Kakšne sadove so prinesle te obnove pri različnih stanovih vaših župljanov? Ja, prvi in najlepši misijon je bil malo potem, ko smo prišli, ko je se pridružil sedanji župnik pri svetem Jožefu v Mariboru in oficial tega cerkvenega sodišča v Mariboru, profesor Slatinek. Malo potem smo imeli misijon, ki so ga vodili Janez Dular, duhovnik novomeške škofije, sedanje iz Novega Mesta, doma iz Prečne, potem pokojni župnik pri svetem Petru pod Svetimi gorami Martin Panič, in pa že pokojni tudi Markovič, ki je bil župnik tu pri Mariboru. Ja, in kakšne programe so imeli duhovne in kakšne sadove ste obirali? Gotovo, da tisti prvi misijon je bil zelo tudi s pomočjo kaplana in drugih, ki so pri tem sodelovali, zelo odmeven pri mladini. Posebej recimo na podružnici v Svetem Antonu je bilo takrat en kup mladih, ki so aktivno sodelovali in so še danes pač tisti, ki držijo župnijo pokonci. Od enega sin je postal tudi duhovnik in tako naprej. Vi ste bili, mislim, da kar 2 mandata tudi dekan, en mandat potem še naddekan. Koliko podružnic imate, oziroma koliko župnij pravzaprav spada v to vašo dekanijo? Kako ste delovali kot dekan? Tudi sedaj je že, mislim, da 18. leto, odkar imamo v Sloveniji tudi nove škofije, ne? Novomeška, celjska škofija, vaša celjska, ne? Kaj je prinesla ta reorganizacija v slovenski cerkvi? Kaj vidite sedaj po tolikih letih, tudi kot
tisti, ki ste imeli neko vodilno vlogo, ne, v duhovniškem zboru? Biti dekan pomeni povezovati duhovnike dekanije. Naša dekanija je bila Videm ob Savi. To je od Sevnice oziroma od Sevnice pa do Dobove dol. Ob tem na tej strani naše Save, na levi strani Save, ne. In to je bilo lepo sodelovanje med duhovniki in poznalo se je tudi tako, da smo v baziliki in drugod marsikaj skupnega pripravili. Zlasti, ko so bila razna leta, je bilo v baziliki so bili tako zvani postni shodi, kjer smo se zbirali skupaj. Vsako nedeljo je prišel en res dober pridigar, pa spovedovanje je bilo možno in tako naprej, tako da je bazilika svojo funkcijo malo prinesla to. Seveda posebej smo pa to sveto leto potem Božjega usmiljenja praznovali po navodilih papeža Frančiška in takrat je bilo tudi izredno lepo še. Ko je pa prišel nov škof, je pa naredil preureditev dekanij. Našo videmsko dekanijo, dekanijo Videm ob Savi, je pridružil laški dekaniji in zdaj je to združena dekanija. To je bilo pa prej tudi naddekanat savski. Te dve dekaniji. In zdaj je to vse samo ena dekanija in tisto službo naddekana so nekako opustili zdaj zadnje čase in ni več, o tem se ne govori. Samo dekani so in te dekanije so pa vse združene, tako da je vse posod skupaj več. Vse je po svoje razumljivo, ker ni duhovnikov in je potem seveda prav, da se združuje moči, ne, in kaj je prinesla pravzaprav ta nova organizacija sedaj v vaši celjski škofiji? Sedaj po nekaj letih, pravzaprav sedaj, koliko je sedaj? 2-3 leta? Je že toliko časa? ja. Je, ne? Kaj vidite, kakšni so sadovi? Sadovi Tudi so na duhovnem, pastoralnem področju. gotovo, saj se veliko o tem razpravlja, kaj je ta sinodalnost. Nekateri žal ne vejo, kaj je to in pravzaprav čisto preprosto povedano je to skupnost, je to sodelovanje in je to oznanjevanje oziroma poslanstvo. Te 3 stvari morajo biti in praktično zato bi mogli se bolj še zavzeti, ne. Vaš škof je zelo navdušen, verjetno vas duhovnike zelo navdušen navdušuje. za to. Tudi sam sodeluje na sinodi v Rimu, ne? Ja, tako. Upajmo, da bojo kakšni lepi sadovi tudi. Če glih zaenkrat jih kakih posebnih sadov ne vidim glih, ampak upam, da bo, ne. Ko bo sinoda Vse zaključena. dorašča. Najprej cveti, pol šele sad rodi. Tako. Ja, vaš Brestanica pravzaprav ni značilna le po vaši baziliki, ampak tam je tudi znameniti grad Reichenburg, ne, kjer so živeli nekoč trapisti, ne. Koliko je ta grad morda pomemben za zgodovino slovenskega naroda? Gotovo. Zdaj lansko leto so napravili razstavo o tisti družini Reichenburških, ki je recimo zelo bila propulzivna tam v 16. stoletju, ko je pol tudi zaton, so bili celo štajerski glavarji in štajerski vojaški poveljniki. In vidimo tudi njihove nagrobnike in druge znamenja, vse posod okrog. Tudi recimo na mariborski stolnici
sta dva najlepša nagrobnika zunaj za prezbiterijem zunaj, ne, z te strani, prav od Rajhenburških. Pol so pa razni bili, prišlo je do zemljiške odveze, so kopali tisti grad sem in tja. 1880 so kupili ta grad trapisti. Za njih je dal denar za to kupnino, ki je bila velika, seveda je ne samo grad, ampak tudi posestva in ekonomija. In je dal denar brat Gabriel Giraud. To je bil sin lionskega trgovca Svilo. In on je bil sicer pridružen trapistom, ni pa naredil tistih glavnih zaobljub, tako da ni bilo treba se odpovedati tej dediščini. In s to dediščino je on kupil grad in so potem Francozi iz Francije prišli trapisti sem in tukaj ustanovili cvetočo trapistovsko skupnost. Ki je delovala do kdaj? Do druge svetovne vojne je neovirano delovala in dva opata sta bila, to je Opatija bila, malo povišana Opatijo, ker je lepo napredovala. Sta bila Francoza, tretji opat, pater Pinova, ki je bil pa že Slovenec. Na katerih področjih se morda do danes pozna njihov vpliv pri vas? Gotovo, da so bili v duhovnem pogledu velik vzor, ne. Tudi če recimo pri nas, ko je v baziliki je še ostal pater Gabriel, ki je bil duhovni pomočnik pol v župniji, marsikaj lepega naredil. In pa brat Max, trapist, brat, to se pravi laik, ki je imel zaobljube in je ostal v trapistovskem življenju, medtem ko drugi so se lahko bratje poročili, ko je samostan razpadal. In on je lep zgled nam dal in bil v baziliki eden tistih najbolj zvestih častilcev Jezusa in to... Ampak ta grad ima tudi žalostne spomine, ne? Ja, ta grad je pa z drugo svetovno vojno se je pa začelo, ne. Najprej so Nemci napravili tu zbirno taborišče za preselitve duhovnikov, učiteljev, drugih zavednih Slovencev, ko so jih pozaprli že aprila 1941, takoj po okupaciji, in jih potem prepeljali v izgnanstvo na Hrvaško in v Srbijo. Naši duhovniki iz nekdanje lavantinske mariborske škofije so bili predvsem na Hrvaško preseljeni in tam jih je rešil najhujšega takratni zagrebški nadškof Alojzij Stepinac, ki ima velike zasluge za to, da so ti naši duhovniki namesto v kakem taborišču bili po župnijah razdeljeni. In njemu je pa zelo bilo prav tudi, da so štajerski duhovniki, ki so bili malo duhovno višji od njihovih, vendar tudi lepo vplivali na njihove duhovnike. Stepinac je rešil na desetine slovenskih duhovnikov. Seveda, pa še drugih, pa še tudi pravoslavnih in tako naprej. Ampak to še mora zgodovina priti do tega, da bojo ljudje to spoznali. Sej Sveti sedež čaka z njegovim procesom, svetniškim, prav zato, da bi tudi pravoslavna cerkev, Srbska pravoslavna cerkev spoznala, da Stepinac ni bil njihov nasprotnik, pa ni delal proti njim, ampak je delal za njih. Tako da bi bilo to eno skupno slavje ob tem možu, ki je toliko lepega naredil za nas Slovence, za Srbe, za Hrvate pa itak se je bil njihov postir. Veliko lepega je naredil za cerkev, tudi za vašo baziliko, pater Marko Ivan Rupnik, ne? Ja. Ki sedaj
bi rekli, v nemilosti. Morda vas vprašam, kakšno je vaše mnenje o težavah, ki naj bi jih v cerkvi povzročil ta veliki umetnik? Veste, marsikaj se govori, jaz ne vem, kaj je dejansko bilo, to bojo pač pristojni, ki vejo, ki so dolžni v cerkvi skrbeti tudi za red, ugotovili, kako in kaj. Gotovo neke stvari so mogoče bile res narobe, ampak zdaj pa nekateri so se začeli pogovarjati, da bi vse tiste umetnostne stvari, ki jih je on naredil, mogli odstraniti iz cerkva in tako naprej. Kaj je pri vas konkretnega? Pri nas je konkretno na oltarju upodobitev svetlega dela rožnega venca. In sicer so njegovi take ploščice glinene, na katere so naslikane te skrivnosti, pa mozaiki ob tem okrog oltarja. Vseh 5 skrivnosti svetlega dela rožnega venca je. In to smo posvetili, ne? In kaj s posvetitvijo cerkev naredi? S posvetitvijo cerkev izvzame nekaj iz posvetne rabe. Najprej umije v blagoslovljeni vodi, pokropi z blagoslovljeno vodo, da bi umili nekako vse tiste nečednosti, ki so morda v zvezi s tem bile. Recimo, ko se nova cerkev posveti, Bog ve, koliko delavcev je preklinjalo tam, pa še Bog ve, kaj drugega delalo. In ko Bogu izročaš, moraš najprej umiti. Tako da vi tudi niste za to, da bi se odstranjevali Rupnikovi mozaiki? Ne. Če bi bilo kaj nespodobnega in nepravilnega, to je, ampak pa jaz ne vidim v tem ničesar takega, kar bi bilo treba odstraniti. In seveda pa se Bogu izroči. In to je pa Bogu izročeno. Bog ve, koliko tistih slavnih umetnikov iz zgodovine bi jih lahko rekli, ja, pa je to delo, pa ono delo. Ampak umetnost ostane. In je bila Bogu darovana od tega človeka, ki je tudi nevreden. Mi, tvoji nevredni služabniki, so škofje včasih pri maši rekli z menoj, tvojim nevrednim služabnikom. To je zelo, zelo neprijetna tema za cerkev. Pa naj vas vprašam, ali bi morali o grehih duhovnikov in škofov molčati, ali je prav, da o tem govorimo? Najhujše je, če se govori, pa se potem izkaže, da so bile samo govorice in obrekovanje. Zdaj imam pred očmi enega duhovnika, ki je zdaj bil rehabilitiran. Iz Rima rečeno, da ni nič kriv tistega, kar so ga prej dolžili, pa je 5 let, še več, izgubil svojega duhovništva. Ali pa recimo onega iz Ljubljane, iz tam, kaj že, pri Medvodah, tista fara, ne? Ko je kombi vozil 10 let, ker so ga obdolžili, pa oprostili, obdolžili, pa oprostili, pa obsodili. Nazadnje se je pa izkazalo, da ni bilo nič. Tu moramo verniki pravzaprav biti v močno duhovno podporo v molitvi žrtvi, tudi zato, da bi se resnično stvari razčistile, da bi prišla prava resnica na dan, ne? Seveda. Glede teh primerov, kajti človeka umazati in mu vzeti dobro ime v javnosti težko popraviš kdajkoli potem spet. Seveda, saj to je tisto, ne. Pa nekaj bi še zraven pripomnil k temu. Mi nismo Jehovci. Ker pri Jehovcih je rečeno, no, Jehovine priče, lepše, da bom povedal, pravijo, da iz enih ust ne more izhajati kletev in molitev. Ali je vse v redu, ali ni nič v redu. Ni res. Človek je svet in grešen, oziroma cerkev je sveta in grešna, grešna je zaradi nas ljudi,
sveta je zaradi Božjega dela in tako pa tudi tukaj. Cerkev mora imeti tudi usmiljenje. Zakaj smo pa pol praznovali sveto leto Božjega usmiljenja? Radi bomo prišli k vam. Gospod Špes, v Brestanico, vi ste duhovnik s posebnimi pooblastili, torej usmiljenega misionarja, ne? Pri vas lahko dobimo tudi popolni odpustek, ne? Pod znanimi pogoji, če obiščemo vašo baziliko. Tako da bomo z veseljem prišli k vam na obisk in se v teh časih, ko je toliko bolezni, toliko bolnih ljudi, posebej priporočali za zdravje naših bolnikov tudi, ne? In za zdravje naših duš. In naših duš. V prvi vrsti, ne? Ja. Ja, kako boste praznovali letošnjo Zlato mašo, to še nam povejte ob koncu. Nimam posebnih skrbi, ampak že drugi organizirajo, ja, vojniški župnik. Ja, boš prišel za Jernejevo nedeljo, pa bomo imeli pa, dobro, pač bom mogel iti, ne, ker se spodobi, da pač se tudi doma zahvalimo, ker v Vojniku se je že veliko večnosti od tistih, ki so molili za duhovne poklice in delali za duhovne poklice in podpirali nas na poti duhovništva. Tako da je prav, da se tega zavedamo. In pa nekaj še moramo reči, da v Vojniku je bilo četrtek pred prvim petkom, ki je bil namenjen molitvi za nove duhovniške poklice, bilo precej tudi mladih ljudi. In dokler ne bojo mladi ljudje se zavzeli za molitev za duhovne poklice in dela za to, ne bo nič. Ne bo nič. Verjetno ste veseli, ponosni, Bogu hvaležni še in še, zato da ste dočakali 50 let služenja v duhovništvu. Ja, Bogu hvala za vse. To je velika stvar, ne? Seveda. Ja, mi vam res iskreno čestitamo in se vam tudi zahvaljujemo za vse dobro, kar ste do danes storili. Želimo in prosimo Boga, da bi bil na vaši strani še naprej tako močno, da bi še ostali na svojih nogah, čeprav hodite po 4 nogah, ne? Še z berglama, da bi še naprej lahko uspešno delovali kot duhovni pomočnik sedaj, torej že zadnji 2 leti, ne? Ja, upam, da ne bom kdaj 3 nog. Lepa hvala vam, gospod Jože Špes. To je bil, spoštovane gledalke in gledalci, torej dolgoletni župnik v božjepotnem svetišču Lurške Marije v Brestanici, nekdanjem Reichenburgu, v celjski škofiji, letošnji zlatomašnik. Hvala za vašo pozornost.